Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Mir z Bogom, mir s samim seboj in mir z bližnjimi. To je pravzaprav sklop 3 predavanj, če vam jih hočem podrobno podati, vendar vam bom danes to povedala vse v 5 minutah. Da boste imeli mir z Bogom, se morate zavedati, da vas Bog ljubi. Vi morate poznati njegov značaj, da boste vedeli, kaj lahko od njega pričakujete. Zavedati se morate, da ko grešite, vam je že odpustil. Zavedati se morate, da je poln usmiljenja. Zavedati se morate, da mu lahko zaupate. Z njim ste lahko popolnoma odkriti in lahko z njim govorite o čisto vsem. Nič ni takšnega, kar bi morali skrivati pred Bogom, ker on že tako vse ve. Da boste imeli mir z Bogom, ne poskušate karkoli skrivati pred njim. Ni takšne stvari, ki bi jo lahko pred Bogom obdržali kot skrivnost. Kako neumno je misliti, da boste nekaj skrili pred Bogom. Mir s samim seboj. To je drugi sklop predavanj. Zakaj ne bi danes enkrat za vselej sprejeli sebe? Končajte z vojnami, ki si jih sami povzročate. Vi nimate miru. Če neprestano brskate po sebi, se neprestano vračate k svojim napakam in se primirate z drugimi. Ne izgledam kot ta, niti kot ona, želim, da bi imela njeno postavo ali tvoje lase, ko bi imel tvoje darove in bi tako lepo pel. Ne. Mi smo to, kar smo. Vzemimo sebe takšne, kot smo. To je Božja volja. On ne dela odpadkov, on ne napravi napake. Storimo najboljše, kar moremo in ne tekmujemo z drugimi ljudmi, ter da hrepenimo za življenjem, ki ni takšno, kot ga imamo mi sami. Lahko smo zagrenjeni in žalostni preostali del življenja, ker nismo kot nekdo drug, to nas ne bo napravilo podobno drugim, zato bodimo mi sami, vsi drugi so že oddani. Amen. Naj vam povem, če ne marate sami sebe, ste na slabi poti. Kajti kamorkoli boste šli, boste vi tam. Mir z Bogom, mir s samim seboj in mir z drugimi ljudmi. Naj vam dam nekaj nasvetov, kako najti mir z ljudmi. Samo nekaj nasvetov. S kritikami bodite skopi. Bodite tako skopi s kritikami, kot le morete biti. Brigajte se za svoje skrbi. Svojim mnenjem bodite varčni. Tudi če vas ljudje vprašajo za mnenje, želijo ponavadi le, da se strinjate z njimi. Ne spodbujam vas k nepoštenosti, vendar se morate zavedati, da če podate svoje mnenje, ko vas ljudje za to vprašajo, ga 50% sploh niso želeli. Pravzaprav je naše mnenje brez veljave, če zanj sploh niso vprašali, kajti nikoli jih ne bo zares doseglo. Ne poskušajte kontrolirati ljudi, tega nimajo radi. Ne boste všeč vsakemu, dajte mu svoj prostor. Sedaj bom začela govoriti o glavni stvari, ki vam jo hočem danes povedati. Druga stvar, ki nam krade naš mir, so nevihte življenja. Tu so velike nevihte, majhne nevihte, dolge nevihte, kratke nevihte in takšne, ki niso vključene v vremensko napoved. Naučiti se moramo, da smo vedno pripravljeni. Poglejmo 1. Petrovo pismo 3:11. Še prej pa poglejmo Psalm 34:14. Glede tega, kaj moramo storiti med nevihto. Ni namreč naša naloga, da bi pomirili vihar, niti da bi ga odgnali. Naša naloga je, da vzdržimo na svojem mestu in da imamo mir. Če hočete postati močna osebnost, se naučite ohraniti mir kot divja nevihta. Ko vam to uspe, hudič ne bo vedel, kaj bi storil z vami.
Psalm 34:15. Rekli boste, to je pretežko, preveč se vznemirim. Vidite, to je prva napaka. Mislimo, da ne moremo storiti tega, kar nam Bog naroča. Ogiblji se zla in delaj dobro. Iščite mir, poizvedujte za njim, hrepenite za njim in mu sledite. Rada bi vam posredovala vsebino tega citata iz 1. Petrovega pisma in kaj sta ti dve besedili pomenili za moje življenje. Poslušajte me sedaj. Ko sem se dovolj zavedla, da ne morem kar čakati na mir, da bi mi bil naklonjen, nisem si mogla samo želeti, da bi mir kar padel name. Nisem ga mogla prejeti le z željo ali nisem ga mogla dobiti le, če sem zanj molila. Če sem čisto odkrita z vami, velikokrat molimo za stvari, ki jih že imamo. Tako izgovarjamo brezsmiselne molitve, kot naprimer, izreče molitev, Bog nakloni mi mir, ni pravi način. Takole molite, Bog nakloni mi, da bom hodil v miru, ki si mi ga ti že dal in je v moji notranjosti. Ti si mi že podaril mir. Bolj ko verjamete, da imate mir, bolj si boste želeli prebivati v njem in z njim hodite, ko boste to potrebovali. Mir vas varuje, mir vam daje moč in vam da avtoriteto nad hudičem. Ko ste v svoji notranjosti mirni, je to najmočnejše orožje, ki ga lahko imate. Ko smo vznemirjeni in razočarani, delamo prav to, kar hoče hudič. Ali ste me slišali? Ko smo vznemirjeni in razočarani ter začnemo govoriti vse vrste bla 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 bla, dajte no. Veste, ko ste razočarani, si date duška z jezikom. Koliko izmed vas verjame, da se je mogoče naučiti, kako ostati miren v nevihti? Nekateri izmed vas si mislijo, ne vem, ti me ne poznaš. No, ampak jaz poznam sebe. Navado sem imela povzročiti ogromno togote. Ojoj, bila sem kot ekonom lonec, ki bo zdaj počil. Ko sem bila še otrok, je moja mama veliko kuhala v ekonom loncu. Če ste ga kdajkoli videli, veste, kako se v njemu stvari para in ohaja skozi majhno režo na vrhu pokrova. Strah te je, če samo pogledaš, ko spusti vsake toliko časa oblak pare. Spominjam se, da mi je mama vedno govorila, ne dotikaj se, karkoli storiš, samo ne dotikaj se. In takšna sem bila jaz. Bila sem tako, kot da čakam na nekoga, da me potisne v napačno smer. Veste, zakaj sem bila takšna? Bilo je toliko vsega, kar se je dogajalo v moji notranjosti. Nisem varovala kraljestva, ki je v meni. Nisem vedela, kdo sem v Kristusu. Nisem imela miru z Bogom, nisem verjela, da me Bog ljubi, nisem niti verjela, da me ima rad, da bi mi dopustil verjeti, da se me pravzaprav veseli. Bila sem negotova, polna strahu in napačnih stvari. Tega mi ni bilo treba, vendar zakaj nisem zmagovala nad temi stvarmi? Ker sem iskala le ugodnosti kraljestva. Želela sem si, da moja duhovna služba raste, želela sem, da se mož spremeni, želela sem, da se moji otroci spremenijo. V cerkvi sem si želela tisto posebno socialno skupino, želela sem si to in ono in daj mi. V pravici vam povem, nisem sledila temu, kar je prav. Če sledite napačne stvari, ne boste nikoli končali tako, da bi delali prave stvari. Amen. To je vodilo. Če sledite napačnim stvarem, ne boste nikoli delali pravih stvari. Če želite mir, mu sledite. Če želite hoditi v ljubezni, morate meditirati ljubezen. Nadeti si morate ljubezen. Vsak dan se morate vstati in iti ven iz svoje hiše ter ljubiti ljudi. Morate biti pripravljeni, da dajate. Morate imeti pripravljene stvari, ki jih boste dali. Če hočete hoditi v ljubezni, to lahko storite, ker vam bo Bog pomagal hoditi v ljubezni. On nas je poklical, da hodimo v ljubezni in jaz hočem ljubiti ljudi. Hočem, da sem miroljubna in sem odločna, da se bom veselila svojega življenja. Mislim, vsega v mojem življenju. Ne samo počitnic ali plačilnega dne, ampak vsega v mojem življenju. Koliko izmed vas je pripravljenih za nekaj takšnega? Ampak nevihte pridejo, vi nikoli ne veste, kdaj bodo prišle. Janez 14:27. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kot ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.
Ali vidite tisti drugi del stavka, da naj se vaše srce ne vznemirja? Ne dopustite, da se vznemirite ali da vas drugi zmedejo. Naj vas ne bo strah, tako da bi se bali, skrivali ali da bi vas kdo vrgel s tira. Razčistimo sedaj to, da mi ne bomo storili ničesar brez Božje milosti. Brez mene ne morate ničesar storiti. Naše delo je, da verujemo in Bog to stori. Verujem, da mi Bog lahko pomaga storiti vse, kar mi je zapovedal, če jaz to le hočem. Pri tem pa ne morem samo malo želeti, ampak morajo biti moje želje radikalne. Nekaj čudovitega se mi je zgodilo v mojem življenju na področju značaja. To se mi je zgodilo, ko sem se osredotočila na neko stvar, kot je ta. Odločna sem, da ne bom živela brez miru. Vzelo mi je kar precej časa, kar nekaj let. Morala sem se poglobiti v to, kaj mi krade moj mir. Ugotovila sem, da ko nekam hitim, izgubljam svoj mir. Zato sem nehala s tem, da se mi vedno nekam mudi. Zavedla sem se, da če sem ves čas v skrbeh, ne bom ohranila svojega miru. Zato sem morala premišljevati, povabiti Boga, moliti in premišljevati Božjo besedo, da sem prišla do zaključka, da je nespametno neprestano za nekaj skrbeti. Imeti skrbi je, kot da bi ves dan sedel v gugalniku in se gugal. To te sicer zaposli, vendar te ne pripelje nikamor. Nobenega napredka ni, to je nesmiselno. Kaj vam krade mir? O, otroci mi kradejo mir. Oprostite, vi jih imate, tam bodo, dokler ne odrastejo in ne odidejo. Oprostite mi za to. Želeli ste si jih. Ampak ti otroci me spravljajo pamet. No, otroci so lahko veliki izziv, o tem ni nobenega dvoma. Če imate 3 ali 4 otroke v hiši in med njimi najstnika, potrebujete vse moje knjige, verjemite mi. Vendar stvar je ta, da vi niste bili veliko drugačni, ko ste odraščali. Razen seveda nekaj angelskih obrazov. Koliko izmed vas je počelo tiste zares neumne stvari, ko ste bili otroci? Mislim na stvari, kot so zadrževati svoj dih, da bi omedleli. Igrati se slepe miši na cesti in tako naprej. Jaz in prijatelji smo imeli navado ležati na cesti in smo ugotavljali, kako blizu lahko pride avto, da se še lahko pravočasno skotalim iz ceste. In nenazadnje ljudje so... Vendar takrat sem imela veliko poguma, nisem pa ga pametno uporabljala. Nore stvari sem počela, neumne stvari. Vi vsi, ki sedaj zmajujete z glavo, kaj pa ste vi počeli? Veste kaj? Še vedno sem tukaj. Rada imam Boga. Moje življenje je rodovitno. Nekatere stvari delam kar dobro. Vi ste še vedno tukaj in rastete v Bogu. Veste kaj? Vaši otroci bodo veliko raje storili nekaj, če boste zanje molili, kot pa da le ves čas nergate. Obdržite svoj mir. Veste, da mislimo, da ne zmoremo. Ne morem si pomagati, tako se razburim, ne morem si pomagati, razburim se. Poglejmo resnici v obraz. Resnica je namreč ta, da lahko sami sebe kontroliramo, če samo hočemo. Če ste v družbi pravih ljudi, dajte no. Če ste v družbi pravih ljudi, se ne boste obnašali na način, kot se obnašate doma. Veste, to je trenutek resnice. Druga Mojzesova knjiga 14. 13. in 14. vrstica. Izraelci so bili med Rdečim morjem in egipčansko vojsko. To ni bilo najbolj prijetno. Bili so pod stresom in Bog je rekel Mojzesu, naj jim pove: nikar se ne bojte, ohranite svoj mir, in Bog se bo bojeval za vas. Vidite, ko ohranite mir, izražate s tem dejanjem, da zares zaupate v Boga.
S tem, ko ohranjamo svoj mir, izgovarjamo naslednje. Vem, da ničesar ne morem storiti glede tega, Bog, zaupam ti, da boš ti poskrbel za dano situacijo. Vi veste, da imamo dve stopnji problemov. Imamo probleme z okoliščinami in probleme z ljudmi. Od teh dveh vrst problemov imamo veliko več problemov z ljudmi. Vendar najboljša stvar je, da v težavah ostanemo mirni in dopustimo, da nevihta gre mimo. To se tudi zgodi. Za nevihto vedno posije sonce. Vedno. Moramo se naučiti, da se dvignemo s perutmi kakor orel. Ko je nevihta uporabil vzgonski veter, namesto da bi se pred nevihto umaknili. Oni jadrajo prav v tem vetru. Ste že slišali izrek, da ima kdo sokoljski pogled? Imajo zelo ozek in izostren pogled, da lahko vidijo na tisoče metrov daleč. Orli vidijo, da se približuje nevihta, vendar ne bežijo pred njo. Pripravljeni so in jo uporabijo za svoje jadranje. Ko se nevihta približuje, jih vzgonski veter dvigne v višave nad nevihto. Jadrajo v soncu in gledajo dol na nevihto. Tisti pa, ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo moč, vzdigujejo trup kakor orli, tekajo pa ne opešajo, hodijo pa ne omagajo. Bog nas ni ustvaril, da bi se vsega bali in bi ves čas od nečesa tekli. Če ste opazili v pismu Efežanom 6. poglavje, med ščiti ni takšnega, ki bi pokril vaš hrbet. To pa zato, ker Bog ne pričakuje, da bi njegovi sinovi in hčere bežali pred težavami. Mirno stojte in ohranite svoj mir, kajti Bog se bo bojeval za vas. Boj ni vaš, ampak pripada Bogu, kajti kakor vidite sovražnike, jih ne boste videli nikoli več. Kaj pa naj potem storim, kaj naj ti storiš, ohrani svoj mir. Nič drugega. Samo zaupal bom vate, Bog. Zaupam ti, zaupam ti, zaupam ti. V Markovem evangeliju 4:35 Jezus je stopil v čoln s svojimi učenci in rekel, pojdimo na drugo stran. V 5. poglavju prva vrstica pravi, prišli so na drugo stran. Vendar so vmes še druge vrstice. Ko so bili v čolnu, se je na jezeru razvila nevihta, zelo huda nevihta. Nevihta ni pojenjala in je premetavala čoln. Nevihta je premetavala čoln sem ter tja. Jezus pa je spal in je počival na dnu čolna. In apostoli so se pritoževali, ali te nič ne skrbi za nas? Bog, ali me ne ljubiš? Gotovo, če bi me imel rad, se to ne bi zgodilo. Vem, da lahko nekaj storiš, Bog, ti pa nič ne storiš. Ne razumem tega, zakaj ti nič ne storiš. Jezus pa jih je grajal zaradi njihove nevire. Pomiril je vihar in jih je grajal. V 5. poglavju je zapisano, prišli so na drugo stran. Veste kaj? Karkoli prav sedaj prestajate, bo prešlo. Prešlo bo. Ne bo večno trajalo. Bolj, ko si pravite, bolj lahko bo za vas in lažje boste vse to prestali. Če sedaj trpite, to ne zveni najbolj spodbudno. Mislite si, ne govori mi, naj bom miren in vesel. Ti nimaš niti najmanjše ideje, kaj vse prestajam. No, ne vem natančno, kaj vse prestajate, vendar ne govorim popolnoma brez izkustva. Prestala sem veliko, zelo težkih trenutkov. Ko prestajam za res hude čase, ena stvar, ki mi pri tem pomaga, da pomislim na prednosti, ki bi jih mogoče pridobila, ko bom vse to prestala. Kakšen je na koncu naš izkupiček, ko gremo skozi zares težke in še težje trenutke? Podala vam bom nekaj dejstev, ki se pri tem izkristalizirajo. Prvič, bližje ste Bogu, kot ste bili kdajkoli poprej. Ali vam ne govorim resnice? Koliko izmed vas je prestalo neke vrste moro, da ste prestali nočno moro? Ko ste na drugi strani tega izkustva, lahko iskreno potrdite, da poznate Boga na način, kot ga niste poznali pred tem izkustvom. Ali vam lahko namignem, da je to velika korist? To je največja korist. Drugič, pridobite si več sočutja do ljudi, ki trpijo.
Tudi vas boli, ko vidite druge ljudi trpeti, ker se je tudi vas dotaknilo iste vrste trpljenja. Mi imamo velikega duhovnika, ki razume, ker je sam trpel na vse načine in je bil preizkušan na vse načine, kakor smo mi preizkušani, vendar ni nikoli grešil, ampak je vse razumel. Po resnici vam povem, če mislite, da vas bo Bog uporabil za duhovno službo drugim ljudem, da boste to zmožni storiti, ne da bi šli skozi karkoli težavnega, je bolje za vas, da ne molite, Bog uporabi me. Če pa to službo že imate, je prepozno, ne morete več dati nazaj. Dajte, no. Če nimate nobenega izkustva, nimate nič za povedati. Ne pravim vam, da bi življenje vsakega moralo biti prava nočna mora in bi le tako mogli opogumiti druge ljudi, vendar vam govorim, da ko se približate ljudem, je nekaj podobnega, da ki stvari ne morejo več prenašati, je bolje, da imate podobno izkustvo kot oni, ker oni hočejo vedeti, da vi veste, kaj se jim dogaja. Tretjič, ko greste skozi te stvari, ste na koncu veliko bolj hvaležni in spoštljivi. Začnemo spoštovati stvari, za katere bi Bog hotel, da jih tako ali tako spoštujemo, vendar pa jih ne. Četrtič, naslednja stvar, ki jo dobite, je moč. Bolj in bolj močni ste v duši. V vaši duši se nekaj zgodi. Veste, da je egiptovski Jožef doživljal precej težke trenutke. Vendar v prvi Mojzesovi knjigi ni veliko govora o tem. Zanimivo. Veste, izgleda kot da... Zdi se, kot da so ga pač vrgli v vodnjak in potem so ga prodali v sužnost. Putifarjeva žena je lagala v njen, so ga vrgli v ječo in je... Dobro je bilo tudi tam, tako. In potem se je nekega dne Jupi znašel v palači. Vse to sem morala dobro premisliti. Zagotovo je bilo nekaj več kot pa samo to. Gotovo je bilo zanj težko iti skozi stvari, skozi katere je moral iti. Včasih si želim, da bi nam svetopismo povedalo nekaj več o neznosnih stvarih, ki so jih nekatere svetopisemske osebe prestajale. Te stvari so se dogajale pri Jobu, pri Davidu, vendar o Jožefu ne pove veliko. Nato pa sem našla skrivnost v Psalmu 105, 17. in 18. vrstica. Kako se imate danes? Mirni bomo namenoma. Psalm 105. Poslal je moža pred njimi, za sužnja je bil prodan Jožef. Bog ga je poslal, ker ga je poskušal postaviti na mesto, kjer je Bog potreboval svojega moža. Pravzaprav, ko ga je Bog poslal, in so se mu vse te stvari zgodile, je Bog imel samo eno stvar v mislih in to, da bi ga povišal. Eno stvar, ki jo dobite, ko je vsega hudega konec, je, da vas poviša. Poglejmo to besedilo še enkrat. Poslal je moža pred njimi, za sužnja je bil prodan Jožef. Njegove noge so bile obdane z izpuščaji, z verigo so mučili njegove noge in tukaj je sedaj to. V železo je prišla njegova duša. Ne razumete, a ne? Veste kaj? Nihče ne more razumeti tega besedila, če ga sam ni živel. Doživela sem to. Je kakor veriga, ki ga veže. In je v njegovi duši naredila nekaj tako veličastnega, takšna bolečina, ki jo je v danih okoliščinah moral prestajati, je storila nekaj neverjetno veličastnega, da je njegova duša postala kakor to železo. Ne, da bi bil trdega srca, ampak močan v Gospodu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.